Danes pa v studiu gostimo frontmana najbolj priljubljene slovenske skupine vseh časov, najbolj skrivnostnega tekstopisca in največjega uporabnika črnega laka za nohte na domači sceni, Tomija Megliča. Ampak danes nimaš črnih nohtov, ampak imaš... Ne, danes sem se odločil, da bo nekaj modrega na meni. Ja, ampak... Vsaj nekaj. Kjer črn lak uporabljaš? Nekaj, jaz imam ful probleme s črnim. Alenka, ne moreš tudi Tomija spraševati, no. V bistvu jih uporabljam kar veliko. Sam si kupam ta boljše, za daril dobim pa v nemalj ne tako dobro. So te boljšega moram, okej, v redu. Da je res črn, kot črna luknja. Da je črn, ne, okej. Dobro, se bom spomnila. Vidiš, Tilen, da lahko vprašam. Pišem v glavo. Zdaj po 5 letih kreativnega odmora skupino zopet pripravljate nov album. A so se teme kaj spremenile, glede na to, da ste tudi vi mogoče malo... Jaz mislim, da je ljubezen ostala, je pa malo drugačna. Je malo drugačna, so kakšne... Z vsakim letom je drugačna. A so kakšne bolj take fotor, tako pet spat, v misli zube... Ne, so pa zdaj že moji otroci toliko starejši, da imam že druge, ne. Kdaj boš doma, bolj... A kdaj boš doma? S kom si bila ali pa s kom si bil. Te teme smo že zrihtali mogoče pred 5 leti, tik pred našo pauzo. Zdaj pa v bistvu ustvarjamo muziko z ljubeznijo za ljubezen, se mi zdi tako. Se pravi, okus se je malo spremenil. Ja, oziroma, kaj lahko pričakujemo, no? Direkt bom vprašal. Harmoniko, ne? Banjo. Harmoniko smo že imeli, ne. Kdaj ste imeli harmoniko? S Hatlakom smo igrali, recimo, zelo precizno harmonka, seveda, v bistvu z vsem spoštovanjem. Ampak tokrat imamo par gostov, ne veliko, na drugačnih inštrumentih. V bistvu se malo dotikamo tudi Balkana, kjer smo gor rastali, no. Pa še zmeri smo kar trdi. Tako in drugače. Tako da bo vse en zaružil. Kako pa... Ne glede. Kako pa izgleda ustvarjanje nove plošče? Nekje, kaj slišali smo, da greste na Dolenjsko za en teden, noben ne sme ven, dokler ni posnet. Kaj to je? To v bistvu malo žurka ali... Med vinogradi. Ja. V bistvu, ja, smo na Dolenskem in gremo na vsake 2 meseca po en teden ali pa 10 dni in tam ustvarjamo res samo mi fantje. Kakšne obiske si prvoščimo, drugače pa smo na kmetiji med konji, muhami in v bistvu obkroženi zelo, zelo dobrimi ljudmi, ki nam pomagajo v bistvu usmisliti tisto, kar smo si mi zamislili. Tako da ni žurka. Je žurka, skoro. Ja, no, začnemo, v bistvu po mojem začnemo že ob poldne snemati, tako da... A sem se žurko? Ne, žurko pa končamo ob poldne. Okej. Potem začnemo delati ob poldne. Ampak v naravi je lažje ustvarjati. Tudi kadar ružiš. Tako bi lahko rekel, da smo prav na konju. Dejansko, tudi kadar ružiš, seveda. Do zdaj se noben konj še ni pritožil, zdaj ne vem, je to dobro ali ne. Po moje dobro. Ne greste v en industrial. Zdaj pa naredite teme. Stožce, razprodane skoraj že, oziroma so že razprodane. Obe. Se pravi, zame pa za mojo punco. Sem še 2 prihranil. Sam še 2. Zdaj pa odvisno od tega meseca, kako se bo razumela. No, ampak 18. november, ne? 18. november, to je tudi rojstni dan moje hčere. Čak, ampak če imaš ti karto, pol naš pev, ali kaj? Ja, bo VIP. Ja, on bo VIP, ti boš VIP. Čist potiho bom rekel na Dolenskem prav, mehna razlika je med 5 pa 5. Okej. Bomo boje. No, ampak, kaj vas žene, da še vedno greste, razprodate stožce? A je to množica ljudi, 12 000 klav publike, ali je to vse malo zdaj že samo potrditev, še vedno po vseh teh letih razprodamo, ne ustavimo se? Ja, v bistvu boje, ne. Nekako zahvala je, ker je 20. obletnica stadiona, je zahvala tudi našim ljudem, ki nas spremljajo, absolutno, ja. Po drugi strani pa bi radi, medtem ko ustvarjamo, tudi, da čim več ljudi to sliši. In če vidimo, da jih pride več kot 10 000 na nek koncert, se bomo še posebej potrudili za to, no. Je zelo, zelo... Že zdaj imamo v bistvu se malo roke treso. Je kar pomembni datumi so to v našem življenju. Velika odgovornost. In jaz upam, da bo dobro ružil. V glavnem kart ni več, ampak unika jih imate, pa dobro se imejte v Stožicah obakrat. Tomi, hvala za obisk v studiu. Hvala vama. Hvala lepa. Pa se vidimo, ne? Dobro ustvarite. Srečno. Enako.